Pogosto se mi primeri, da se ukvarjam s trapasto mislijo, v kakšen pogovor bi se zapletla s samo seboj izpred 14 dni ali 3 tednov. Rada bi vam priporočila knjigo Agate Tomažič Zakaj potujete v take dežele, ker se mi zdi odličen tvoj tako neverjetno bogatega jezika, duhovitosti in pa nečesa, kar je tudi meni osebno zelo blizu, kombinacija potopisa in novinarskega pristopa. Avtorica se je dolga leta ukvarjala z novinarstvom, pisanjem člankov, kar se pozna tudi v tej knjigi v najboljši možni obliki. Tudi za knjige velja enako kot za potovanja. Ni pomembno, kako daleč greš, ampak predvsem, kako globoko si upamo iti. Nikoli se ne vrnemo enaki. Zbirka je izbor reportaž, ki so bile objavljene v Sobotni prilogi in v Pogledih. Največje odkritje ni novo ozemlje, čemur pritrjuje avtorica, ampak novi pogledi in perspektive. V priporočenih potovanjih se nizajo obrazi, ruševine, milo, čepice za sokole, stare gospe in gospodje, pa tudi malo mlajši, zgodbe iz preteklosti, ki se sočno prepletajo z utripom današnjega vsakdana. Z literarno vodnico obiščemo Alep, Damask, Istanbul, pa Bukarešto, Marseille, še vedno skrivnostno Kočevsko reko, tudi recimo otok Krk z zapuščenimi kompleksi, Trst, ki je tako blizu in včasih tako daleč. Na poteh srečujemo taksiste, vodnike po mestu, prodajalke sadja, revne soseske in prestižna prebivališča. Se vračamo v preteklost mest, držav in ljudi, da bi videli njihovo sedanjost in prihodnost. In pa tudi, kar izpostavi tudi sama avtorica, dobro ali zlo, ki tiči v vsakem izmed nas in je univerzalno, večno in banalno, pogosto pa tudi nekaznovano. Prav ti drobni komentarji, opazke in ideje so najlepši del te njene zbirke. Pogosto se mi primeri, da se ukvarjam s trapasto mislijo, v kakšen pogovor bi se zapletla s samo seboj izpred 14 dni ali 3 tednov, če bi se obe različici mene izvili vsaka iz svojega časovnega žepa in bi se srečali na letališču, kraju, kjer se odkrivanja novih dežel ponavadi začno in sklenejo. Ker se imam za prijaznega človeka, tudi do same sebe, bi bila najbrž blagohotna in čakajoča na let domov ter zaradi izkušenj nabranih na potovanju še nekoliko bolj modra, ne bi sebi na pragu odkrivanja ter vsej zvedavi in nadobudni hotela razkriti ničesar, kar bi mi pokvarilo užitke presenečenj. Samo malo pokroviteljsko bi se gledala in si pomežiknila.